Draga cerkev, ponovno lepo pozdravljeni v imenu našega Boga. Velikonočni prazniki so mimo, toda resnica, dejstvo, da je Jezus vstal od mrtvih, živi in On želi voditi naša življenja in se razodevati naprej v naših srcih in želi razodevati svojo milost, moč svojega vstajenja in večnega življenja, še v mnogih življenjih. In zato pridimo tudi to nedeljo ponovno v slavljenje, zahvaljujmo in poveličujmo našega Boga, ki nas ljubi, ki nam v Jezusu daje večno življenje, ki je z nami tudi v težkih trenutkih, ki je naš Bog, naš zveličar in tudi naš zdravnik. Dajmo njemu tudi to nedeljo slavo, čast in hvalo in dovolimo Svetemu Duhu v naših srcih, naj deluje in se razodeva. Amen. Skali, ki sam Kristus je, zaupanje gre njemu le, trdno verujem Jezusu. Bog zatočišče je in moč, mi v stiskah vedno je v pomoč. Čeprav se tresejo gore, Gospod trdnjava je za me. Kristus le temelje, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Če v srcu ni vihar besni, stojim na skali milosti. Naj se valovi dvigajo, te skale nikdar ne podro. Te skale nikdar ne podro. Kristus le temelje, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Bog vsega. Bog vsega. Kristus le temelje, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Ko spet prišel v slavi bo, ovenčan bom s pravičnostjo. Pravičnost, ki
je iz Boga. Poveri v njega, v Kristusa. Ko bom stal pred Jezusom, njegovo slavo bom odet. Oh, veselo pel bom tisti dan. Nič več solz in strtih sanj, žalost bo pozabljena. Vse bo kot načrtoval si ti. Častil bom te.
soočanje z največjim strahom. Želim govoriti o Jezusovih besedah, ki so povezane z velikonočnimi prazniki, katere smo praznovali prejšnji vikend. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se raje tistega, ki more dušo in telo pogubiti v peklenski dolini. Ali ne prodajo 2 vrabcev za 1 novčič? In vendar nobeden od njih ne pade na zemljo brez vašega očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej, vi ste vredni več kakor veliko vrabcev. Jezus tukaj spregovori o strahu, ki je povezan s smrtjo. Na zemlji verjetno ni večjega razloga za strah, kot strah, ko se soočamo s smrtjo. Prejšnji vikend smo praznovali velikonočne praznike, kjer se je sam Jezus moral soočiti s smrtjo. V njegovi molitvi v Getsemani vidimo, da je bil to en od najtežjih trenutkov v njegovem življenju. O njem beremo: začel se je žalostiti in trepetati. Tedaj mi je rekel: moja duša je žalostna do smrti. Jezus je mnoge ozdravil, celo obujal mrtve, in zdaj je prišel trenutek, ko se sam moral soočiti s smrtjo. Soočal se je z žalostjo, strahom, začel je trepetati. Ko se soočamo s smrtjo, nas večkrat prevzame občutek strahu, groze, žalosti, ko začnemo razmišljati, da se bo mogoče smrtjo vse končalo. Trenutno se soočamo s korono in nekaterim se je v trenutku vse spremenilo. Včeraj mogoče polni elana, načrtov, čez noč soočanje s smrtjo, borbo za preživetje. Vrnimo se Jezusovim besedam. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se raje tistega, ki more dušo in telo pogubiti v peklenski dolini. Jezus tukaj spregovori, kaj je resnični razlog za strah. Loči telesno smrt, kjer duša ni umorjena, in smrt, kjer sta duša in telo pogubljena. Telo in duša sta v našem življenju tesno povezana. Tudi ob telesni smrti se razdružita in ob vstajenju ponovno združita. V bistvu se je to zgodilo z Jezusovim življenjem. Na križu je umrl in njegovo telo so vzeli z križa in ga pokopali. Toda njegova duša, duh sta živela naprej. Ko je Jezus vstal od mrtvih, je imel novo telo, ki ni bilo več podvrženo smrti. Telo, duša in duh so bili ponovno združeni. Zato Jezus govori, naj se ne bojimo telesne smrti, če naša duša ostane z Bogom za vso večnost. Ker bomo tudi mi dobili nova telesa, ki ne bodo več podvržena smrti. Na veliko noč se nismo spominjali samo Jezusovega trpljenja in smrti, ampak tudi njegovega vstajenja. In to je najbolj vesela novica, da smrt ni konec. Toda Jezus svari učence, da se naj bojijo tistega ali tiste smrti, ki v uničenje pelje telo in dušo. Bojte se raje tistega, ki more dušo in telo pogubiti v peklenski dolini. O čem govori Jezus tukaj? Bog ima vso oblast v nebesih in na zemlji. On je ta, ki odloča o naši odrešitvi in pogubljenju. Bojimo se,
Akceptirajmo Boga, ki ima oblast o naši odrešitvi. Bog je pravičen sodnik, ki kaznuje krivico. Zato je Jezus moral umreti za naše krivice ali grehe. Na drugi strani pa je Bog tudi ljubeči oče, ki nam želi odpustiti vse naše grehe. Bati se Boga v bistvu pomeni sprejeti njegovo ljubezen, odrešitev in odpuščanje. Brez sprejetja njegove odrešitve ne moremo v večnosti živeti z Bogom. Ampak mesto, ki ga Jezus omeni tukaj, peklenski dolini. Jezus uporabi grško besedo Gehena, ki označuje mesto večne kazni in trpljenja, ki je namenjeno hudiču in padlim angelom in nikakor človeštvu. Toda, če človek noče sprejeti Božje ljubezni, se ne boji Boga, ga ne spoštuje, bo moral nekega dne končati za večno ločen od Boga in živeti skupaj s hudičem in zlemi silami. Hudič pa, ki jih je zapeljal, je bil vržen v jezero ognjeno in žveplom, kjer so tudi zver in lažni prerok. Tam bodo mučeni po dnevi in po noči na veke vekov. Hudič je bil sojen za vso zlo, dejanja, ki jih je storil na zemlji, in bo prejel pravično plačilo. Nažalost, pa tudi tisti, ki niso sprejeli Božje ljubezni, odrešitve. Na to sta bila smrt in podzemlje vržena v ognjeno jezero. To je druga smrt, ognjeno jezero. In če koga niso našli zapisanega v knjigi življenja, je bil vržen v ognjeno jezero. Vidimo, da so v istem mestu hudič in tudi tisti, ki niso zapisani v knjigi življenja ali niso sprejeli Jezusa za svojega odrešenika. Vem, da se za mnoge to sliši kot pravljica ali strašenje. Tudi to so Jezusove besede. In tudi on noče nikogar strašiti ali prevarati, saj je na Golgoti bil pripravljen vse storiti za našo odrešitev in čudovito večnost. Poglejmo, kako Jezus zaključi te vrste. Ali ne prodajo 2 vrabcev za 1 novčič in vendar nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej, vi ste vredni več kakor veliko vrabcev. Za Boga so pomembne tudi ptice, ki jih lahko kupimo za 1 novčič, pravi Jezus. Mi bi rekli, mala vrednost, ni tako pomembno, toda niti ena ne umre brez dopustitve Boga. Koliko bolj je vredno in dragoceno človeško življenje za Boga. Preštete ima naše lase, naša vrednost je velika. O, kako velika je Božja ljubezen. Jezus je umrl za nas, nam želi odpustiti in izpolniti svojo ljubeznijo. On ne želi, da vsak dan hodimo v strahu, ali bomo odrešeni ali pogubljeni. Ampak nam želi razodevati svojo milost in ljubezen in svoj načrt za naša življenja. V ljubezni ni strahu, temveč popolna ljubezen prežene strah. Strah je namreč povezan s kaznijo in kdor se boji, ni dosegel popolnosti v ljubezni. Tukaj pravi Božja beseda, da ljubezen prežene strah. Bog nas ljubi in ko sprejmemo njegovo ljubezen, ko nam odpusti naše grehe, mi doživimo en
notranji mir in spravo z Bogom. In začne se graditi en ljubezenski odnos z Bogom, kjer ni več strahu, da bi Bog nas čakal za vsakem vogalu, da nas kaznuje, ampak nas želi svojo ljubeznijo izpolniti, voditi in razodevati vso moč in oblast v našem življenju. Zato poskrbimo za svojo odrešitev. Če nimamo miru v srcu, pridimo k Jezusu. On nam daje novo življenje. Zelo potrebno ga je sprejeti za svojega odrešenika, da če pride ali ko pride telesna smrt, mi umremo, toda naš duh, naša duša bo ostala večno z Bogom. In ne samo to, pride dan, ko bomo dobili nova telesa, ki ne bodo več podvržena ne smrti, ne bolezni, ne trpljenju. In zato dovolimo Svetemu Duhu, dovolimo našemu Bogu, da iz naših življenj odžene vsak strah, ki bi nas hotel onemogočiti in nam ukrasti odnos, ljubezen, mir z našim Bogom. Zaključimo Božjo besedo z molitvijo. Bog Oče, Sin in Sveti Duh, hvala ti, da si Jezus prišel in nam razodel Božjo ljubezen in na koncu umrl za naše grehe in nam ponudil večno življenje. Da nam ni treba več živeti v enem strahu, kaj bo z našo prihodnostjo, kaj bo z našo večnostjo, kajti ti sprejmaš vsakega, ki pride k tebi, mu odpuščaš grehe in daješ novo življenje in se razodevaš svoji milosti in ljubezni. Dragi Bog, hvala ti za to možnost in priložnost, ki imamo vsak dan tukaj na tej zemlji, dokler še traja ta milostni čas in čakaš še vse tiste, ki te mogoče niso sprejeli za svojega zveličarja in odrešenika. Amen. Božji blagoslov in blagoslovljeno nedeljo.
prav vsak moj dih slavi naj tebe. Poje naj o dobroti Boga. Gospod najvišji, ti si moj pastir, ti pomirjaš mojo dušo in s tabo mi nič ne manjka. Jaz blagoslavljam tvoje ime, ker si ti zame izvir večnega odrešenja in ti pred mano pogrinjaš mizo v pričo mojih nasprotnikov in z oljem mi maziliš glavo. Moja čaša je prepolna, vem, da me bosta spremljali dobrota in milost in vem, da bom prebival v hiši Gospodovi vse dni mojega življenja. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Dam življenje ti in predajam se, le tebi dajem se. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Vse moje dni ti bil si zvest mi. Vse moje dni tako bi